Zdaj prehajamo še na četrto točko, ki je tudi povezana z javnimi zavodi, in sicer predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Kamnik. Predlog sklepov je objavljen v gradivu številka 4. Predlagatelj župan, poročevalke pa Katarina Vegel, Sara Sitar, Pepca Podgoršek in pa Liljana Juhart-Mastikosa. Beseda ima Katja Vegel, izvoli. Ja, ta točka dnevnega reda se navezuje na prejšnjo točko, se pravi letna poročila, in sicer so javni zavodi pripravili predloge na kakšen način porabiti presežek prihodkov nad odhodki. Vsi predlogi so že bili obravnavani na svetu posameznega javnega zavoda in so dobili podporo. Kot je pa razvidno iz gradiva, pa se bo presežek porabil za nakup osnovnih sredstev, opreme, šolskega pohištva, tekoče vzdrževanje ter dejavnost posameznega javnega zavoda. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Že v preteklosti smo v bistvu to zadevo prepuščali zavodom in tako se mi zdi tudi prav. Vseeno pa se mi zdi, da prav, da upozorimo tukaj na eno zadevo, ki mogoče zgleda, da so imeli vsi zavodi presežke, in računovodsko očitno tudi je tako izpadalo, ampak dejstvo je, da Zavod za turizem in šport Kamnik je v lanskem letu predelal dobrih 42.000 evrov minusa in na podlagi preteklih let pa nerazporejenih presežkov je v bistvu končen rezultat očitno se računovodsko išel na 565,24 evra. No. Tako da bi tukaj prosil za pojasnilo, kaj bi bil glaven razlog za tak minus in kakšni so plani za naprej v tem zavodu. Hvala. Besedo dajem v.d. direktorju Luku Svecu. Izvoli. Ok, se pravičujem, preden dam besedo Luki Svecu, glede na to, da v gradivu ni bil naveden kot uradni poročevalec, moramo o tem, da Luka dobi besedo, glasovati. Torej, kdo je za to, da Luka Svetec dobi besedo, in predlagam, da v sklopu tega, če bo slučajno še kakšno vprašanje naprej poče kdo, da bi lahko omogočil razpravo vsem prisotnim, se pravi predstavnikom javnih zavodov. Torej, glasujemo o tem, da bi lahko obrazlagali prerazporeditev presežkov nad odhodki vsi predstavniki javnih zavodov. Kdo je za? Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Ja, večina, torej 27 vas je za, tako da Luka izvoli besedo. Ja, pozdravljeni še enkrat. Zdaj, presežek iz preteklih let se seveda uporablja za delovanje na način, kot je bilo iz sklepi to tudi določen takrat. Vsako sredstvo, ki je, se pravi, bilo pozitivno v preteklih letih, je prav, da se porabi za delovanje zavoda in na ta račun se potem tudi manj sredstev pridobi iz občinskega proračuna. V lanskem letu smo imeli, se pravi, 50. jubilejne dneve narodnih noš, stroški so se blazno povečali, predvsem dela, varovanja, imeli smo tudi precej pester program in se pravi smo ga porabili za namen predvsem promocije turizma pa izvedbo prireditev. Kako da je, se pravi, ta presežek še 500 evrov, to je pa tako, se pravi, ker se na določenih postavkah, se pravi, stvar ustane, druge pa, ampak mi ne smemo teh sredstev dati drugam, zato imamo pol presežek tukaj. S tem pa vi zdaj v letošnjem letu poveste, da je drugo leto lahko porabimo, se pravi, za namen, kot je v predlogu. Hvala. Še kdo? Ne. Potem zaključujem razpravo. Glasovali bomo o paketu vseh telih, se pravi, predlaganih sklepov.
In tudi o tem, da glasujemo v paketu vseh predlaganih sklepov, moramo glasovati. Kdo je za to, da ne glasujemo v vsakem posameznem sklepu, ampak vseh skupaj dajem na glasovanje. Torej najprej, da bi glasovali v vseh sklepih skupaj. Torej, kdo je za to, da glasujemo v vseh 8 sklepih naenkrat? Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Torej, večina 26 svetnikov je za to, da glasujemo o predlaganih sklepih, in sicer glasovali bomo o predlaganih sklepih. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodka nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere. In tretjič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje. Četrtič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju. Petič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca. Šestič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda za kulturo Kamnik. Sedmič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok vrtec Antona Medveda Kamnik. Osmič, občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zavod za turizem in šport Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 29 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, in se vam, spoštovani direktorji, ravnatelji, ravnateljice, direktorice, iskreno zahvaljujem za vaše vodenje vaših zavodov in za premagovanje vsakodnevnih izzivov, ki jih imate, ki vam pridejo naproti. Tako da iskrena hvala za vse, kar delate dobrega za vaše zavode in s tem za Kamnik. Hvala.